Torej, to predavanje je uvod v eno raziskovalno področje, moje raziskovalno področje, matematike, ampak ne s definicijo izrekov in dokazov, tako kot smo vajeni matematičnih predavanj, ampak s povezavo z drugimi področji. Porabljamo za inspiracijo, za motivacijo. Pač vsak ima svoj odgovor na to, zakaj delaš to, kar delaš cel dan. In tam ste dobili odgovor na to, zakaj jaz delam to, kar delam cel dan, vsaj profesionalno. Ne bo izrekel definicij dokazov, ampak seveda obstajajo tudi članki z izreki, definicijami in dokazi in odprtimi problemi, mnogimi odprtimi problemi. Tako da vsi modeli, ki jih bom uvedel danes, imajo kakšno vprašanje, na katerega ne vemo odgovor. Vključno s tem, ki podrobnosti katerega ne bom opisoval, ampak ta slika sugerira neko konvergenco, ki ne znam biti formulirati. Rdeča nit tega predavanja bo samoorganizacija. Jaz ne vem, če ste kdaj slišali za to frazo, ampak boste, da je to uro. Zakaj gre? Gre za to, da nekateri procesi ustvarijo prostorski red samo preko lokalnih stikov in brez kakih globalnih smernic. To je slika ribe jate. Znano je, da ribe jate nimajo voditelja, ampak preko komunikacije med sabo s časoma vse plavajo v eno smer. Preko komunikacije med ribo in sosedi od ribe. Tako da pride pač do organizacije. Ribe ne plavajo vsaka v svojo smer, ampak približno, ne prav točno, ampak vse v isto smer. Tako da, pač to pomen te besede organizacija je nekako jasen že mnoga leta. Najbolj enostavno, mislim, ni enostavno, to je pač težka beseda, težka. Vsi študenti fizike vejo, da je težka z ustnih izpitov. Preko entropije se da to definirati. Entropija za nas enostavno pomeni količina informacije, ki jo zahteva opis sistema. Pač bolj enostavno je povedati, kaj se dogaja, če vse ribe plavajo v isto smer, kot če plavajo vse različne smeri. No in ta entropija pri tem procesu, pri procesu organizacije pada, ker je potrebno manj informacije. In morda se spomnite, če ste iz fizikalnih predmetov, če ste jih poslušali, da je to obraten proces, kot ga zahteva drugi zakon termodinamike za zaprte sisteme, ki pravi, da entropija v zaprtih sistemih mora naraščati. Tako da sistem konvergira v najbolj neorganizirano možno ravnovesje na koncu. Torej, vemo približno, kaj pomeni, vemo v precejšnje podrobnosti, kaj pomeni beseda organizacija, kaj pomeni ta predpona, samo pa ni preveč jasno. Razumevanje tega je dokaj negleda. In evo, da citiram, če ne verjamete meni, da citiram strokovnjaka z tega področja, v enciklopediji fizikalnih znanosti in tehnologije, Wolfgang Bašav, ki je računalnikar in fizik, pravi, da do danes enolična teorija samoorganizacije ne obstaja. Skozi mnoga leta so znanstveniki poskusili in uporabili mnogo različnih pristopov, a enotne slike še ni na vidiku. In običajna uporaba te fraze doda k zmedi. Gre človek na internet in pogleda, kako se v Sloveniji uporablja ta fraza samoorganizacija, pride recimo do takega primera, da za določeni dan je oznanjena iz nekega časopisa na Štajerskem, sem to pobral, oznanjena samoorganizirana akcija čiščenja pekarskega potoka. Malo razmisliti, kaj mislijo s tem. Gotovo ne mislijo to, kar mislimo mi, namreč. Potok ne bo čiščen, če se bojo pekarčani pač ukvarjali z neko stvarjo, ki na prvi pogled nima nobene zveze s tem in na koncu bo opravljeno, kar so si zadali. Ne, nasprotno, dana je globalna smernica, da se pač pripravijo potok in ljubične čisti. Tako da organizacija v tem našem smislu ni samoorganizacija. Ker nam ni jasno,
kaj naj bi to pomenilo, si je potrebno pogledati stvari na enostavnih primerih. Si je potrebno pogledati enostavne primere najprej, da vidimo, morda na to primovo, tega pojma. In si bomo pogledali nekaj enostavnih primerov. To je eden, ki ga ne bom, o katerem ne bom govoril. Primer modela, kako se organizirajo milni mehurčki na vodoravni ploskvi. To se pravi milni mehurčki, to je matematični model in vidite te karakteristične kote 120 stopinj. Tako da pač bomo videli, če nam bo kaj bolj jasno, potem, ko bomo pogledali nekaj enostavnih primerov. In prvi tak primer je model prometa. Tako da, kot rečeno, vsi ti modeli bojo zreducirani na res na okostje, na karikaturo, tako rekoč, na najbolj pač osnovne principe, ki ne bi veljali za nek proces. In recimo za promet, najbolj enostavni princip, pač princip, ki si ga lahko vsi zamislite, je naslednji. Vozila potujejo po enoposlovni cesti, pospešijo do maksimalne hitrosti, ko imajo prostor pred sabo in upočasnijo prisotnosti vozil pred njimi. In naš model bo diskreten, torej vsi avtomobili se bodo premikali v diskretnem času za eno enoto proti desni. Tako da vidite, ta avto ima nekako prostor pred sabo, ostali ta dva tudi in ostali trije pa se morajo zaustaviti, zaradi tega, ker imajo avto pred sabo. Tako da, evo simulacijo. Dajmo si ogledati malo povečati. Tako da, evo, vidite nekaj avtomobilov na cesti, premikali se bojo v to smer in nekaj korakov, tako da spremenimo paleto. Tako da, pač gostota je dokaj redka v tem primeru, približno, jaz mislim, 5% v tem primeru, tako da vsi avtomobili se dokaj prosto pomikajo. Ja, to moram povedati, to je enorazsežni model, tako da avtomobili se premikajo proti desni in kar vidimo na sliki je trajektorija avtomobila, torej prostorsko-časovna slika, se pravi ta krivulja, ta trajektorija predstavlja, to je avto časovnic, avto 1, 2, 3 in tako naprej. Se pravi, pozicija avtomobilov v naslednjem času je pod pozicijo avtomobilov v prejšnjem času. No, da vidimo, kaj se dogaja. Zmanjšal. Nič zanimivega, promet pač poteka tekoče, brez kakšnih zastojev, brez nič ne bo priporočili danes. Tako da dajmo pogledati, dajmo povečati gostoto prometa na 10%. Vidimo, kaj se bo zgodilo. Ja, kot vidite, še zmeraj promet poteka precej tekoče. Vsake toliko nastanejo zastoji, nastavi tukaj, kot je recimo tale zastoj, ki je označen z rdečo barvo. Vidite, avtomobili tukaj stojijo, to je pomen teh vertikalnih črt in so pobarvane rdeče, ker je verjetno jezni teh zastojih. Ampak ti zastoji se takoj razrešijo več od manj in v glavnem promet še zmeraj poteka tekoče. Tako da dajmo povečati gostoto na radikalnih 20%. Vidimo, kaj se zgodi. Evo, kaj se zgodi. Takoj nastanejo ogromni zastoji. Takoj nastanejo ogromni zastoji.
tukaj pač vsi avtomobili stojijo. Vidite, samo ko pridejo na konec zastoja, se spet pospešijo. Tako da pač, ko povečamo gostoto, se res nekaj zgodi, nekaj drugačnega, kot je bilo prej. Tako da, gremo nazaj na prosojnico in dajmo malo diskutirati, kar se je zgodilo. To je prva stvar, ki jo opazimo, je tako imenovani fazni prehod. Iz tekočega pretoka prometa v dolgotrajne prometne zamaške. Ta pretok se zgodi, ko gostota prometa preseže neko kritično točko, ki je v tej simulaciji približno 13%. Se pravi, če smo pod to kritično točko, je promet. Tako, če smo nad to kritično točko, nastanejo ogromni zamaški, ki nikoli ne grejo stran. In večina časa bodo avtomobili preživeli v tem zamašku. Tako da, to je pač tako, da, mislim, če dodajamo avtomobile, nekaj časa se res nič ne spremeni, samo več avtomobilov na cesti. Potem, kar naenkrat se zgodi nekaj novega, kar se ni dogajalo prej. To je pomen faznega premika, ali faznega prehoda. Ta fazni prehod so poznali že, oziroma so uvedli v naravoslovne znanosti že starogrški filozofi, kot se je takrat rekla. Danes so taki fazni prehodi domena vede, ki se je reče statistična fizika. Ne vem, koliko vas je tukaj, ki ste moja generacija plus minus 10 let. Vi poznate ta pojem faznega prehoda iz samoupravljanja s temelji marksizma. In sicer, ali kdo poznate predmet? Ne bi rad priklical neprijetnih spominov, ampak drugi zakon dialektike, Engelsov drugi zakon dialektike je zakon prehoda iz kvantitete v kvaliteto. Se kdo spomni tega? To je točno to. Pač. Nekaj časa se nabirajo avtomobili, potem pride do revolucije. Nastane tako bi Engels, sem se prepričal. Druga stvar, ki je precej bolj subtilna, je naslednja. Ko je gostota nadkritična, kot v našem primeru, ki je bila gostota 20%, so vozila zunaj ogromnih prometnih zamaškov točno pri mejni gostoti. Se pravi, vsa ta vozila, ki so nad mejno gostoto, so absorbirana v te prometne zamaške. In morda pokazal, če gledamo to še malo, prehod zunaj prometnih zamaškov, ta gostota vozil, vidite, je točno na mejni gostoti, tako da nastajajo konstantno majhni zastoji tam, tudi večji, ki se s časom absorbirajo, seveda, ta ogromni zastoj. Tako da ta vozila zunaj teh ljudi, ki izgubljajo svoj v teh prometnih zamaških, so tudi pač promet ni ravno tekoč, skoraj tekoč, ampak ni ravno tekoč, zato ker nastajajo dokaj veliki prometni zamaški, zaradi tega, ker je gostota zelo blizu oziroma natančno kritična. Zato se tudi ta prometni zamašek konstantno premika levo-desno. Ni popolnoma stabilen. No, dobro. Tako da temu se reče samoorganizirana kritičnost. Proces samo stvari kritično gostoto prometa. Namreč to gostoto zunaj prometnih zamaškov. Pojem samoorganizirane kritičnosti je uvedel danski fizik Per Bak v poznih 1980-ih. Prvotno je svojo idejo ponazoril na primeru kupčka peska. Tako kot tukaj, to je kupček križa na mesto peska. Tako, če doste pesek na vrh, potem se nekako organizira tako, da bo naklon točno kritičen. Torej, pesek bo zmeraj ravno na tem, da se bo sesul. To je bila njegova ideja. In potem je napisal knjigo s skromnim naslovom, kako deluje narava.
v kateri je trdil, da so kritična ravnovesja prisotna vse posod v naravi in v družbi. Tako da vsaka stvar za njega je bilo kritično ravnovesje. Njegove ideje niso bile popolnoma splošno sprejete in on je imel zelo določene poglede, zakaj njegove ideje niso širše sprejete. In to je citat, pri katerem sem točno raziskoval na področju izbrisa, iz diplomatskih razlogov. Če raziskovalci ne sprejmejo neko skupno sliko o svojem področju, ne glede na to, da ta slika nima podpore v dejstvih, se ne morejo povezati v znanstveno delo. Ker je malo verjetno, da se bo ta slika dokazano izkazala za napačno v času njihovega življenja, je ena teorija enako dobra kot druga. Tako da, Feuerbach opisuje znanstveni konsens v bistvu v tem citatu. In pravi, da morda nima nobene zveze z realnostjo. Ne vem, morda v nekaterih vedah je celo res. Ampak zapomnite si ta citat, ki ga bom kasneje ironično, ta citat je nekako uvod v teorijo, ki je alternativa njegove teorije kritičnosti, samoorganizirane kritičnosti. In uvod v to je naš naslednji model in to je model starjevanja, pri katerem si enostavno zamislimo, da kristali rasejo tako, da nekako zapolnijo vogale. In si poglejmo en primer take rasti. Tako da, če gremo, tako da detalji niso tako pomembni, ampak pogledajte si tole dinamiko, se pravi, nekako, v glavnem je ta slučajni prah od začetka počiščen in nastajajo te večje strukture, ki so skoraj konveksne. In če si pogledamo, dajmo si pogledati, nasprotno smer. Če si pogledamo bolj blizu, kako to zgleda, tako da če pogledate, nek opazovalec, ki bi sedel tukaj na levi strani zaslona, bi rekel, da je konec zgodovine. Ta del malo oscilira, ampak se ne spreminja dosti, kot vidite. Se pravi, ta del, se pravi človek. Ta del zaslona je nekako konstanten, stabilen, nič se ne dogaja, tam malenkost oscilira, tako da življenje je malo zanimivo, ampak nič dramatičnega se ne spreminja. Tako da človek bi pričakoval, če živi nekje tukaj, da bo zmeraj tako. Ampak, kot boste videli, ni. Dajmo spet. Zaradi tega, ker dobro, ta del res je stabilen, ampak obstajajo te ogromne strukture nekje daleč stran, ki počasi rasejo, vidite, rasejo tako, da se hranijo s temi manjšimi strukturi na robovih, zaradi tega, ker kot sem rekel, nekako zapolnijo robove in čim najdejo manjše strukture na robovih, lahko rasejo potem najdejo druge strukture in tako se nadaljuje. Tako da si lahko mislite, da to na koncu, kaj tudi bo prevzelo zasedno celoten svet. Tako da ti morda mislijo, da se nikoli nič ne bo zgodilo, ampak ni res. Prejeli ste jih bo dosegla rasti ste ogromne strukture, ki je neustavljiva iz verjetnostnih razlogov. Tako da to, kar ste zdaj videli, je primer metastabilnosti. Kot sem rekel prej, te manjše strukture, ki nastanejo dokaj hitro, so stabilne, ampak ne večno. Z drugimi besedami, majhne motnje ne bodo imele velikega učinka,
če bi dodali kakšno točko, tukaj ali tam, ne bi spremenili dosti. Kakšna velika sprememba pa bo. Pravi, če imate to ogromno strukturo, ne postavite nekaj, bo neustavljiva. Z drugimi besedami, situacija je podobna kot situacija te kroglice na vrhu gore, ki sedi v majhni dolini na vrhu gore in pač, dokler je vse, kar se izgodi, kakšen vetrček, bo ostala v tej dolini, če pride pa do viharja ali do potresa ali kaj takega, bo zgrnela v dolino tako kot glas. Tako da to je primer metastabilnosti. Z drugimi besedami, to je primer procesa, ki so stabilni, ampak ne prav popolnoma. In ta pojem je našel uporabo, pravzaprav izhaja iz drugih znanosti, ne, iz matematike. Morda najbolj znana je uporaba v biologiji, predvsem v teoriji prekinjenega ravnovesja, pretrganega ravnovesja, Eldridgea in Goulda iz leta 1972, ki pravi, da evolucija v glavnem ne počne kaj dosti. Malenkost spreminja odnose med živalskimi vrstami, ampak v glavnem večino časa se skoraj nič ne dogaja. Edino kdaj pride do eksplozije, ko se vse spremeni zaradi neke večje perturbacije v okolju ali iz sistema samega nastane večja perturbacija, enostavno slučajnih perturbacij, ki spremeni vse. In potem evolucija dela zelo hitro. In potem pride novega ravnovesja in to traja milijone let. In potem spet se nekaj zgodi, ki spremeni vse. V neurologiji in psihologiji pač obstaja teorija, da v bistvu misel je metastabilno stanje našega uma. Mi mislimo na eno stvar, dokler nas nekaj ne prekine, potem mislimo na drugo stvar. Ne? Tako da mora biti nekako tako, ker če ne bi bila misel neko stabilno stanje, potem bi enostavno konstantno preskakovali z ene misli v drugo. In če bi bila popolnoma stabilna, potem bi bilo življenje zelo dolgočasno. Tako da in v družbenih vedah, na primer obnašanje finančnih trgov, soglasje in tudi znanstveni konsens. Tako da pač v mnogih vedah znanstveniki verjamejo eno teorijo, ki naj bi jo pojasnila vse, dokler se stvari ne spremenijo, potem verjamejo drugo teorijo. Tako da v določenem pogledu je metastabilnost alternativa Bakovi teoriji. Namesto tega, da živimo v kritičnem ravnovesju, pač prehajamo iz enega metastabilnega ravnovesja v drugega. Tako da, evo, pojdimo na naslednji primer večinskih volitev. Vsak volilec ima enega od dveh mnenj, zelo enostavno. Zeleno ali rdeče, na primer. In recimo vsak dan volilec naredi anketo svoje okolice, tako kot tukaj, in se pridruži mnenju večino. Tako da, če v tem primeru bo pač ta zeleni mnenjem, ta človek z zelenim mnenjem spremenil svoje mnenje rdečega naslednji dan. Ampak tudi, če bi bilo eno zeleno v njegovi okolici, bi še zmeraj bilo rdeče večinsko. Tako da vidimo, kaj se zgodi. Če začnemo s popolnim neredom, torej začnemo s tem, da vsak slučajno izbere svoje mnenje. Tako da eno je sivo, eno je temno in svetlo mnenje. In na začetku pač vsak drže kovanec. Tako da, in zdaj enostavno, vsak pogleda svojo okolico, recimo nek kvadrat z nekim polmerom okoli sebe, pogleda kakšno je večinsko mnenje in spremeni svoje mnenje v to. Tako da, preden začnem simulacijo, si lahko poskusite pri sebi uganiti, kaj se zgodi.
Tako da, kaj se zgodi, dajmo staviti. Kar se zgodi, obstaja večja in večja področja z istim mnenjem. Približno polovico prostora se sestoji iz ogromnih področij, iz svetlim mnenjem, druga polovica iz ogromnih področij iz temnim mnenjem. In ta področja naraščajo. Zakaj, mislim, ta področja se večajo? Zakaj je temno tako? Ja, poglejte, tukaj, recimo, če pogledate na rob, med svetlim in temnim mnenjem, točka čisto na robu s svetlim mnenjem bo videla malo več temnega mnenja kot svetlega. Zato, ker to je rob, temno mnenje, vzemimo točko ali svetlo, katerokoli, in recimo točka pogleda s svojo okolico, naredimo tangento tukaj. Tako? In vidite, da je malo več temnega mnenja kot svetlega. Se strinjate z mano? Tako da ta tangenta razdeli ta kvadrat točno na dva enaka dela in temnega mnenja je malo manj kot polovica zaradi tega. Tako da vsi ti otoki v morju, recimo otoki temnega mnenja, kaj se je zgodilo? Kot sem rekel, otoki temnega mnenja v morju, svetlega mnenja so države, ker jih bo s časoma ker bo morali s časoma vzeti. Tako da, to se zgodi. Nastajajo pač bolj in bolj gladki robovi, ko čas narašča. Tako da, v redu, to je pač slika, ki je simulacija, ki je ustvarila red iz začetnega nereda, ampak morda je malo preveč reda, tako da dajmo narediti stvar malo bolj zanimivo. In tako, to je majhna tangenta. To je neka sorodna dinamika, ampak ne prav ista, tako da ne vem, kaj si mislite o umetniškem vtisu, ampak če ste zadovoljni s umetniškim vtisom, bomo staviti, to nekako zgleda kot abstraktna umetnost. V vsakem času je slika malenkost drugačna, čeprav zgleda zmeraj enaka, ampak v vsakem času je malenkost drugačna. Tako da, pa če ste zadovoljni z umetniškim vtisom tega, potem je to, kar ste videli, generativna umetnost. Generativna umetnost je uporaba avtonomnih agentov, računalniških programov, danes, računalniških programov s slučajno sestavino, tako kot to, kar sem jaz naredil vse. Ta ideja se je pojavila v 50-ih letih, čeprav takrat umetniki še niso uporabljali računalnika. Začetnik je bil japonski slikar in grafik Hiroshi Kawano in to je ena od njegovih slik. Ta slika je narisana s črnilom na papirju, čeprav je porojena z markovsko verigo. Nekako, jaz ne poznam detaljev, ker niso na voljo, ampak nekako je vzel en slučajen proces, pustil, da je ta slučajen proces naredil svoje in potem je dobil to sliko, ki jo je potem narisal. Primerjate njegovo delo z bolj sodobnim grafit, katerega avtor je danski umetnik in fizik, Mikael Peter Christensen. Ta slika obstaja samo na računalniku, se imenuje grafit. In je pač je dobil za uporabo nekega iterativnega algoritma. Christensen ima zelo dobro domačo stran, če vas take stvari zanimajo, si lahko preberete dosti več. Je pa vprašanje, ali je to res umetnost ali ne. To ni enostavno vprašanje, ker
Lahko si mislite samo, da je neko stvar prijetno pogledati, ni zadosti za umetnost. Sončni zahod je prijeten. Tako da, ali je to bolj kot sončni zahod, ali je to bolj kot slika sončnega zahoda. Jaz ne vem odgovora na to vprašanje. No, gremo naprej. Naš naslednji model je ciklično tekmovanje. Uporabili bomo igro, ki je v bistvu, ne podobna, ampak v bistvu je ena verzija more. Jaz ne vem, če se to še igral v gostilnah tukaj na Primorskem. Se še igral, dobro. Drugače, če niste s Primorske, vprašate koga s Primorske. Kaj je to? In to je ta verzija more je popularna v Ameriki in se imenuje kamen, škarje, papir. In gre pa tako, torej dva igralca istočasno pokažeta eno od teh stvari z roko. Škarje, papir, kamen. In škarje premagajo papir, papir premaga kamen, kamen premaga škarje. Torej so ciklično vrejene. Torej imamo tri strategije, eno od treh stvari lahko igralec naredi. In ja, točno, dva vesta, o čem govorim. Ena od treh stvari igralec lahko naredi in stvar so pač ciklično vrejene, tako da nikoli ne moreš sigurno, da ne boš izstopiti. Jasno, kaj je to. In zdaj si predstavljate, da imamo na mesto treh možnosti 16 možnosti. Samo da bojo stvari bolj zanimivo. Se pravi, imamo 16 možnih strategij. In proces gre enostavno tako, da na začetku bojo igralci slučajno izbrali eno od 16 strategij in potem ob vsakem času pogledali med svoje sosede in če bojo videli med svoje sosede eno od strategij, to strategijo, ker je samo ena, ki jih premaga, bojo enostavno privzeli to strategijo. Recimo, če si igralec, ki si izbral škarje na začetku in ima med sosedi kamen, po naslednjem času postal kamen. Ker je ta strategija premaga, jasno? Tako da, no, spet, kaj mislite, kaj se različi? To bi moralo biti nagradno vprašanje zdaj. Zamenjava paleto, se pravičujem zamenjava paleta, ampak te stvari dosti boljše zgledajo, če so barve primerno izbrane. Tako da to je ta začetni prah. Vsak igralec je izbral eno 16 strategij, čisto slučajno. In pogledati, kaj se zgodi. Tako da, ja, pač na začetku, kar hitro, večina tega prahu je počiščena. In ti valovi, recimo očitno rdečo strategijo premaga črno, tako da čim vidijo igralci z rdečo strategijo pred sabo igralca s črno, gre pač val rdeče strategije, ki jih prevzame. Tako da, tako je izgleda pač, slej izgleda, da se bo to, da bo pač ves ta prah počiščen in bojo ti, se bo stvari končale s temi valovi, ampak ne. Kar se zgodi, kar naenkrat se pojavijo spirale. Te spirale so, v teh spiralah igralci vsakič zamenjajo strategijo. Vsakič. Niti dvakrat noben igralec ne ponovi tiste strategije. In kot vidite, prevzamejo večji in večji del prostora in časoma si bo te spirale razdelile cel prostor. Tako da, če je kdo uganil, da se to zgodi, si zasluži nagrado. Torej, zdaj, ko smo videli nekaj primerov, dajmo si še enkrat pogledati
če smo se kaj naučili o tem pojmu samoorganizacije. Najprej dajte opaziti, da v prejšnjih dveh simulacijah pri večinskih volitvah in pri cikličnem pravilu ni povezave med lokalnimi pravili in globalno organizacijo. Saj opis dinamike ne vključuje ukazov, kot naredi gladke meje pri pravilu večinskih volitev in naredi spirale pri cikličnem pravilu. Torej, ko sem opisoval, kaj se bo dogajalo, nisem nikjer govoril o gladkih mejah ali spiralah. Tako da, to se je zgodilo, kljub temu se je to zgodilo. Tako da, seveda, ko človek začne razmišljati in porabi nekaj mesecev, zato da razmišlja o tem, pač ugotoviš časoma, da je mogoče razumeti zvezo med pravili dinamike in strukturo z matematično analizo. Potrebno pač dokazati neke izreke, videti točno, kaj velja. Tako da zgornjo trditev ni povezave, je torej potrebno spremeniti v ni nobene očitne povezave. Ni nobene očitne povezave. Tako da morda je problem enostavno filozofski problem, samoorganizacije ni znanstveni problem, ampak je filozofski problem. Z drugim besedami je epistemičen problem. Epistemija je veda filozofije, ki se ukvarja z vedenjem, znanjem, kaj to pomeni, da nekaj vemo. Za neskončno zbogljivega opazovalca, za opazovalca, ki mu je vse jasno, takoj, ni nobene samoorganizacije nikoli. Ker vse lastnosti dinamike bo je tako jasno, tako lahko boste rekli, ciklično tekmovanje, bo rekel spiralne, očitno. Za nekoga s končnimi zmožnostmi, kot jaz, pa je seveda življenje malo bolj zanimivo spet, zato ker stvari se dajo ugotoviti, ki niso očitne od začetka. Tako da ljudje, ki je vse jasno, takoj plusi in minusi. Tako da, dajmo nadaljevati, zdaj, ko smo videli nekaj matematičnih problemov, dajmo nadaljevati s primeri samoorganizacije v naravi. Bom povedal nekaj primerov. In začel bom s temi primeri, o katerih ne bom dosti govoril, to je kemijska reakcija Belousova-Žabotinskega, ki naredi spirale in koncentrične kroge, tako. In podobne vzorce naredi enocelični organizem, ki se mu reče sluzasta plesen, ko išče hrana. So enocelični organizmi, ampak se organizirajo kolonije, ki naredijo podobne vzorce. In to se da dejansko, to organizacijo se da pojasniti z modeli, ki so v zvezi s tem cikličnim potovanjem, podobno, niso ravno enaki. Tretja slika je slika bazaltnih stolpov, ki nastanejo pri ohlajanju lave. Ta slika je iz Kalifornije, iz Snežnega gorovja, severne lave. Obstaja pa tudi v Evropi, vse povsod. Tako da, po mojem mnenju, po mojem osebnem poklicnem mnenju, ta organizacija v zelo pravilne stebre ni pojasnjena. Jasno je, da bo lava razpokala, ko se ohlaja, tako kot blato razpoka, ko se suši. To je jasno, zato ker se krče. Zakaj pa nastanejo tako pravilni šestskopni stebri, pa ni zadovoljivo pojasnjeno. Tako da to je vprašanje za prihodnost. In glavni primer, ki ga bomo v naslednjih 10 minutah, o katerem bomo v naslednjih 10 minutah govoril, pa so snežinke, ki so očitno dober primer samoorganizacije v naravi. Tako da, jasno je, da si težko zamislilo, da nekdo daje ukaze snežinkam, da se morajo organizirati takšne oblike, kot jo vidite tukaj. To je slika prave snežinke pod mikroskopom. In to je slika matematičnega modela, ki ga bom zdaj opisal. Tako da, temu se reče Packardovo pravilo.
kristalno raste na dvorazsežni mreži, recimo trikotni mreži, kot je tam, pač zaradi tega, ker trikotna mreža je prva aproksimacija kristalne strukture ledu, ki če je bila ta struktura dvorazsežna. In zaradi tega, ker to moramo malo deformirati, zaradi tega, ker nimamo računalniškega zaslona, v katerem je grafične enote urejene v trikotno mrežo. In enostavno, Packard je imel to idejo, da enostavno snežinke rastejo tako, da so konice snežink v prednosti pred ostalimi točkami. Tako da v tej trikotni mreži točka z natančno eno zasedeno oziroma zamrznjeno sosedo vedno postane zasedeno v srednji časovni enoti, točka z dvema zasedenima sosedoma pa ne. Tako da tukaj sicer vidite na sliki, kaj se zgodi, ampak vam bom pokazal simulacijo. Oziroma, to ni v resnici simulacija, to je enostavno izračun v tem primeru, ker ni nobene slučajne komponente. Tako da, evo vidite, dajmo pogledati, kaj to zgodilo se zelo hitro. Tako da, ups, to ni ta prava. Kar se zgodi je, ko ta snežinka v narekovajih rase enostavno oscilira med pravilnim šestkotnikom in pač to obliko, ki nekako zgleda kot snežinka. Tako da, človek bi si mislil, da je vse pojasnjeno s tem modelom, ampak nažalost s tem ni tako. V resnici je ta model primer nesrečne ljubezni, matematični model, predvsem Stefana Wolframa, ki ga verjetno poznate kot avtorja matematike, ki trdi še vedno, oziroma je trdil, da so Packardova pravila presenetljivo uspešna pri reprodukciji vseh vrst očitnih značilnosti rastnih snežin. To stališče odmeva tudi v naslednjem citatu iz knjige Umetno življenje, ki pravi, eden mojih najljubših citatov, vsak osnovnošolec, ki bi pogledal katero od krasnih računalniških slik v Packardovi zbirki, bi jo takoj poistovetil s snežinko. Problem je v tem, da vsak osnovnošolec, večina osnovnošolcev, kot tudi večina ljudi vključno z mano, preden sem začel ukvarjati s tem, ni nikoli v resnici videla snežinke, razen novoletnih okraskov. Tako za ljudi so snežinke novoletni okraski, kako zgledajo prave snežinke, pa večina ljudi ne ve, kot rečeno, vključno z mano. Tako da se moramo najprej izobraziti v zvezi s tem, kako zgledajo prave snežinke. Tako da bom pokazal nekaj fotografij snežink pod mikroskopom. To je prvi, ki je delal fotografije snežink pod mikroskopom in tudi klasificiral je bil amater. Ameriški kmet iz Vermonta, Wilson Bentley. In je objavil nekaj knjig fotografij snežink, in ki so še zmeraj v tisku. In tukaj je nekaj njegovih slik. Opazili boste, da snežinke niso samo ta razvejana pitja, ki jih poznamo z obkrasko, ampak se sestojijo tudi iz ploskov. Torej, nimajo samo vej, ampak imajo tudi ploskov. Večina snežink. Tudi te, ki imajo veje, vidite, da imajo tudi precej ploščatov krake. Prvi znanstvenik, ki se je ukvarjal s snežinkami, je bil japonski fizik Ichiro Nakaya, ki je tudi objavil prvo knjigo Snežni kristalni naravni in umetni. In on je tudi prvi, ki mu je uspela rast umetnih kristalov v laboratoriju. Umetnih, še zmeraj so narejeni iz ledu, ampak so rasli v laboratoriju. In to Nakaya je znanstvena superzvezda v Saturnu, tudi grb mesta ima snežinko. V grbu mesta je tudi snežinko. In to je njegov fazni diagram in kot vidite, odvisno od temperature, vlažnosti zraka in tudi zračnega pritiska, so snežinke res včasih take, kot jih poznamo z razglednic, ampak dostikrat tudi popolnoma drugačne. Recimo, dosti snežinke pač so še sprotne prizme, zelo enostavne.
Dosti pa tudi izgleda tako kot svinčniki, boljše snežinke. Se pravi, rasejo v to smer, bolj kot v to smer. Tako da, pogledamo si še nekaj fotografij. Vse, kar vemo o snežinkah, sem se naučil od Kena Liebrechts, ki je profesor fizike, in to je nekaj njegovih fotografij. Pač podobna morala, kot sem prej rekel, velja. To lahko povzamemo tudi iz teh slik. Tako da bi naredili malo bolj realističen model snežink, si enostavno moramo malo bolj zamisliti, kako snežinke v resnici nastajajo. Ne samo neki ad hoc matematični model, ampak dejansko kako rasejo. Tako da prva stvar, ki je potrebno vedeti o snežinkah, je, da nastanejo z direktnim zamrzovanjem vodne pare, brez prehoda v tekoče stanje. Temu, jaz niti ne vem, da obstaja izraz v slovenščini, tako da jaz pravim izraz depozicija. To je nasprotnost sublimacije. Kdo pozna ta izraz, ne mi povem. Depozicija, to pomeni, da enostavno hlapi zamrznejo, ko pridejo v kontakt z rastočim snežnim kristalom. Drugi princip je, da ti hlapi preden pridejo v kontakt, se enostavno brezciljno pomikajo po zraku. Temu se reče difuzija. In tretji princip je naslednji, da, pogledajte si tale majhen kristal, tukaj je konica kristala. Konica kristala, pač, ker je konica, nekako vidi, pač ima možnost priti v kontakt z več vodnimi hlapi. Po drugi strani, tisti vodni hlapi, ki zaidejo v dolbino v kristalu, so tam bolj verjetno ujeti. Tako da v dolbino kristala imajo prednost, da lažje ujamejo kristale, konice imajo prednost, da jih vidijo več. Tako da ta dva principa sta zelo pomembna, kot bomo videli. Oziroma, ti trije principi, kot bomo videli, praktično pojasnijo vse oblike kristalov, ki jih lahko vidimo v naravi. Tako da bom šel zelo hitro skozi primere. Zgoraj boste videli slike pravih kristalov pod mikroskopom, spodaj slike računalniškega modela. Tako da to so privjeli stebrov. Pokriti stebri in široke konice. Vsi ti kristali imajo svoje imena, ki ste jih jaz nekako prevedeli iz angleščine, da so posrečeni prevodi. Pokriti stebri in široke konice, dendriti, klasične snežinke, ploskve, snežinke, ki dejansko izgledajo zelo ploščate, brez velikega razvejanja. Zvezde, pač imajo 6 krakov, ampak imajo stranskih krakov. Kako nastanejo snežinke? Pač nastanejo zanimive oblike, nastanejo zaradi raznih nestabilnosti, ki nastanejo vetrstjo. Ena od teh nestabilnosti je razvejitev. Vsaka snežinka nastane kot majhna 6-stopna prizma in potem, ko narašča, se zgodi, da pač tukaj v sredini roba proces malo zastane, zato ker ne vidi dosti vodnih hlapov. Potem na koncu, kot rezultat življenja česa takega. Druga nestabilnost je ta, da nastanejo dve vzporedni ploski in so vse strukture umestne med tema dvema vzporednima ploskama. Kot recimo v teh primerih in to se zgodi v simulaciji. In da bi primerjali snežinke, ki jih naredimo z računalnikom, s fotografijami, smo uporabili metodo sledenja žarkom, to je metoda iz računalniške grafike, tako da to ste videli že na začetku vodo predavanja, ampak bom pokazal še enkrat. Tako da, tukaj je primer dveh trirazsežnih kristalov, tudi z metodo sledenja žarkom, tako da to je pokrili stebr, ki ste ga videli prej. To je kristal, ki bi bil ogromen uspeh našega modela, če bi ga nekdo najdel v naravi. V modelu ni nobenega razloga, zakaj ne bi smel obstajati, ampak očitno je, da če obstaja v naravi, je izjemno krhek, tako da bi verjetno težko za nas v tak kristal v naravnih pogojih.
No, bom končal svoje predavanje z... Prva stvar je, ki jo hočem omeniti. Prva stvar je sodelovanje z grafično umetnico Robin, katera ideja je bila, da iz malega raste velika, namreč je naredila ogromne cianotipe snežin, ki so 4 metre visoki, to je neki galeriji v Los Angelesu. Iz teh računalniških grafik, ki ste jih prej videli. Na prosojnici se težko vidi, ampak če bi videli na razstavi, je nerealna slika. In zadnja stvar, s katero hočem pokazati uspeh našega modela, matematično modeliranje je v bistvu posnemanje narave, ponarejanje narave, če hočete. Tako da smo mi ponarejevalci. In kdaj je ponarejevalec uspel? Takrat, ko nekdo ne loči med ponaredkom in pravo stvarjo. In evo, to se je zgodilo nam. To je članek iz Los Angeles Times, izpred nekaj let. Nekaj, kar nisem povedal, je, da ko rasejo snežinke v zraku, če ni temperatura zelo nizka, potem za začetek rasti potrebujejo jedro, nukleacijsko jedro, kot se reče, okoli katerega začnejo rasti. Tako da to jedro so prašni delci ponavadi in pa tudi, kot je bilo takrat v nekem članku objavljeno, bakterije, ki plavajo v zraku. Tako da prave snežinke imajo dostikrat v svojem centru bakterijo, ki je pač služila kot jedro pri rastnih snežinkah. In ta članek je bil en od naših snežink, ki brez dvoma nima nobene bakterije v centru, ki sploh ne obstaja v realnem svetu. Seveda, ta članek zelo hitro zginil z njihove domače strani, ampak ne dovolj hitro. Tako da, najlepša hvala. Hvala lepa za to raznovrstvo in zanimivo predavanje. Prosim publiko za vprašanja. Nekaj zanima. Vi ste rekli pač, da imate model, ki generira vse tiste različne snežinke. Ja. V naravi je pač, so neki parametri, ki določajo rast. Ja, tako je. Temperatura, kapanda, Kakšni parametri so pa modeli? Ja, to je odlično vprašanje. Seveda, kako naravni parametri, res je tako. Tako da znano je, da na morfologijo, kot se temu reče, na to, kakšne vrste snežink dobimo v snežnem metežu, na to v glavnem vpliva temperatura, zračni tlak in nasičenost zraka, torej ti trije parametri. Kako ti trije parametri dejansko vplivajo na rast snežink, pa je nerešen fizikalni problem, izjemno težek fizikalni problem. Točno povedati, ker to, mislim, kar bi bilo potrebno narediti, bilo potrebno reči, da v tej temperaturi in tem zračnem tlaku in tej nasičenosti z blago se vodni hlapi prijemajo ledenih ploskov na naslednji način. In to je pač nerešen problem. Tako da mi smo ta problem rešili enostavno s tem, da imamo nekaj parametrov v programu, ki se jih da nastaviti. In pač je potrebno nekaj eksperimentiranja, da ti parametri naredijo nekaj, kar je podobno realnim snežinkam. Tako da, to je seveda popolnoma primerna, kot si lahko mislite, to kritiko našega modela, smo nekajkrat že slišali in to je absolutno primerna kritika, zato ker ob tem, da so principi, kako se klapi pridružijo kristalu še nejasni, je edina rešitev ta, da imaš parametre v modelu, ki jih pač poskušaš določiti na ta način, da dobiš nekaj, kar zgleda realistično. Tako je. Vprašanje? Ja. Kako ste se spomnili na Moro? Na Mora, igral tisti. Kako sem se spomnil?
ljudje so pri nas, jaz sem tudi s Primorske do nas, Goriški Vrt, tako da ljudje so pač tam igrali Moro in to je en primer. Se vedno, da se bo zaciklilo preko slej, ne? To je tam igri, pač peskera Moro in naprej igramo po svetu Moro. In na začetku je vse poteka naključno in počasi se začne vrteti znotraj same igre, ne? Ali je to res? Ja, nisem vedel tega. To je zelo zanimivo. Tako da se to zgodi dejansko na tekmovanju, da se zna. Ja, nisem vedel tega, tako da mene pač enostavno ta igra spominjala na Moro, ampak ne, tega nisem vedel. Tiste bolj enostavno, pri Moro je dosti faktorjev, ne, čas. Mislim, ko se to igra podzavestno, ne igraš več ti, ker nimaš časa razmišljati tiste sekunde, pa igra to je podzavest. Tako, ja. In se kar nekaj se začne to vrteti. Ja. Mene pa se nekaj, kako zgleda en matematični model za tako snežinko, recimo, ne? Kako dejansko zgleda formula? Ja, zapis, matematični zapis. Ja, matematični zapis zgleda zelo komplicirano. Imate kakšen primer za pokazati? Ja, ne. Če bi vam pokazal članek, tako da če imam dostop do interneta, lahko enostavno to, vse, kar lahko naredim, je, da vam pokažem. Kako nastane tak model? Kako prideš do tega? Ja, kako prideš do tega modela? Matematično opišeš snežinko, ne? Ti trije principi, ki sem jih prej pokazal, če grem nazaj. Ja, tako da najboljše, ker od te formule, če vam jo pokažem, ne boste imeli dosti, ker izgleda zelo komplicirano na prvi pogled. Ne? Tako da te tri principe enostavno treba prevesti v matematični jezik. To je v bistvu to, kar se zgodi. Tako da difuzija je, pač, kako se modelira difuzija je jasno že mnoga leta. To je v bistvu, pač sem rekel, ne bom uporabljal tehničnega jezika, ampak zdaj bom. To je v bistvu najbolj enostavno, se to modelira v računalniku z diskretno toplotno enačbo. To je enostavno, vsakem času vzamete povprečje svojih sosedov. Tako da, to je difuzija, to je zelo enostavno. Potem, zamrznitev na robu, depozicija anizotropija, to enostavno geometrijski problem. Treba se odločiti, kaj se bo zgodilo na robu. Torej, v bistvu, kaj se potrebno odločiti je, vi vzamete rob, ki je pač neke aproksimaciji eden od teh možnosti, kako izgleda, ki so označene s rečnimi prizmami. In pač ima vsaki od teh rdečih prizem je neka količina vodnih hlapov. Tako da nek procent teh vodnih hlapov bo zamrzlo in kateri procent je pač odvisno od ene teh 8 ali koliko jih je 7 konfiguracij. Tako da to naredi enačbe malenkost zapletene, ampak ni, na koncu principi so v bistvu samo prevod v matematiko teh principov. To je vse. Bilo zanimivo vedeti, matematični zapisane snežinke. Prosojnice bomo na spletu in jaz mislim, da kateri? Če pogledate tale članek, tako da prosojnice, to je zadnja stran prosojnic, ki nisem pokazal prej. Če greste pogledati ta članek, ki mi ga pokazal, ampak nisem priključen na internet. Ja, lahko bi, ampak. Tako da, če greste pogledati ta članek, boste videli vse detalje, od začetka do konca. Jaz imam eno vprašanje, bi se vrnil k tistim
voljivcem in privzemanjem sosedovega mnenja. Ne? Ja. A je to kaj povezano z temi celičnimi avtomati, ki jih je Wolfram to je deloval? vse to, točno tako. Mislim, to razraščenje, vse to, ne? Ja, vsi procesi razen snežink na koncu, ki je model, ki ni po Wolframem kursu, ampak vsi ostali modeli so celični avtomati. Tehnično, matematični izraz za take procese je v resnici celični avtomat. Tako da, ja. Kaj pa snežinke so modelirane v diskretnem prostoru in v diskretnem času? Ja. Kaj pa ste kdaj poskusili modelirati v zvezdnem prostoru v diskretnem času? Ja, tako da v bistvu, tako da mislim, spet, če gremo malo več detalje, naš model je, kot se temu reče, mezoskopski model, torej ne modelira vsakega vodnega hlapa posebej, ker jih je preveč. V eni snežinki bi bilo 10 na 18, nekaj takega. Tako da, to jih je enostavno, mogoče danes se bi to že dalo modelirati, ampak bi bilo še zmeraj prepočasno za eksperimentiranje, ki potrebno. Tako da to je mezoskopski model in diskretni čas je za tak model nekako naraven, čeprav bi se dalo tudi v zvezdnem času. Koliko časa pa traja simulacija? En dan? En dan? Ja, računanje. Cel dan. Ja, zelo počasen. Difuzija je izjemno počasen proces, to so problemi z modeliranjem. Difuzija je počasen proces. A kdo se kdaj lotil zvezdnih modelov? Mislim, pravih fizikalnih? Pravih fizikalnih modelov, kolikor je zvezd, ne. Obstajajo modeli s parcialnimi diferencialnimi enačbami, ki so modeli v zvezdnem času. Tako da po našem modelu so nekateri pač poskusili s tem, ampak jaz bi rekel, da niso tako uspešni čeprav pač matematična teorija je bolj enostavno s parcialnimi diferencialnimi enačbami. Čeprav je še zmeraj izjemno komplicirana teorija. Ampak vse te pojave videti pa ni tako lahko s parcialnimi diferencialnimi enačbami, ker je dosti detaljev v snežinkah, ki jih je nekako težko, ki so pač, kot se temu reče, na različnih nivojih. Jih je nekako težko spraviti pod en nivo v zvezdnem času, spraviti pod eno streho v zvezdnem času. Ali je povezal tudi kaj z naključjem? Ja. Določene oblikovanje? Tako da, če mi dovolite 5 minut, da lahko pokažem nekaj. Kar bo, ja, to je tudi odlično vprašanje. To nisem pokazal. Ups. Tako da, moramo si pogledati ta primer. Tako da to je dvorazsežna simulacija snežinke. Ni trirazsežni model, ki sem ga prej opisoval. Ampak to smo naredili točno iz tega razloga, iz naslednjega razloga. Tako da, če pogledate, evo bomo stavno snežinko tukaj, če pogledate snežinko, potem pogledate proč, to ste morda dobili občutek, da je popolnoma simetrična. Ampak ni. Obstaja, tako kot pravijo snežinke, obstaja simetrija v grobem, ampak so precejšnje razlike med kraki. Precejšnje razlike med kraki, če pogledate malo bolj natančno. Tako da to velja tudi, to je v bistvu, mislim, očitno je, da slučajnost obstaja pri rasti snežink, zato ker ne rasejo pač so se bolj zgodile naključne stvari in različne naključne strani pri enem kraku in pri drugem kraku. Tako da, zakaj so snežinke približno simetrične, ni prav popolnoma jasno.
In tukaj vidite en primer iz matematičnega modela, ko se tudi to zgodi. Kot vidite, ta primer, kar se zgodi med tema dvema krakoma, se ponovi, se ponovi tukaj. Čeprav ta dva nekako ne komunicirata med sabo. Tako da, očitno je tukaj nekaj končno število stabilnih struktur, ki se pojavijo, zaradi tega so snežinke približno simetrične. Ampak to vprašanje še ni prav popolnoma razjasnjeno. In če so, zakaj so šesterokrake? Ja, to je jasno, to je zaradi kristalne strukture združ. Ja, kristalna struktura je približno trikotna mreža. Pač ena trikotna mreža na drugo, dveh dimenzijah. To je prvi znanstveni rezultati snežin, ki kaže Kepler v 17. stoletju. To je bila Keplerjeva hipoteza, očitno tega ni mogel vedeti, ker ni imel elektronskega mikroskopa. Njegova ideja je bila ta, da so snežinke šestkratne zaradi tega, ker naredi red kristalno strukturo, ki ima to simetrijo. To je res. Kaj pa tisti modeli, ki upoštevajo zvezdni čas z parcialnimi diferencialnimi enačbami, delajo tudi na mreži ali imajo tudi zvezdni prostor? Zvezdni prostor. Ja, to je popolnoma vse zvezdno. To je mimo grede, zvezdni modeli rasti, povezani s parcialnimi diferencialnimi enačbami, temu se nasplošno reče Stefanov problem. To je slovenski fizik, ki je Stefan uveden. Tako da to je primer rastne žinke, če hočete primer Stefanovega problema. To bi moral povedati, ampak sem pozabil. Kaj, Jože Štefan? Ja. Pa še eno vprašanje, če se vrnemo na vodilce oziroma voditve. Ja. Kaj je najbolj znanega o tem, kaj se zgodi v Dimitiji? Ste že vse povedal ali še kaj, če sem niste razkril? Ja. V bistvu osnovni izrek ni dokazan. Tako da, očitno je iz tega, kar se dogaja, da kar se zgodi je, da te meje s časom konvergirajo k enemu procesu, ki se mu reče gibanje z ukrivljenostjo, geometrijska toplotna enačba. Tako da, ampak to ni dokazano. To je, recimo, tudi kar ni dokazano, je, ker ti začetni, morda, če si pogledamo še enkrat, recimo, to je recimo vprašanje. Verjetnost, da bi celotno območje postalo z eno barvo pokrito, pa gre proti nič najbrž. Ja, to se da dokazati nekako. To se ve. Ja, to se da. Ni čisto tako, ker je odvisno nekako topologije prostora, ampak ja, to se da pokazati. Tako da, če pogledate, kaj se zgodi, v prvem času, niti tega ne zna nihče opisati verjetnostno, ker to je, če pogledate, zelo zanimivo slučajno polje. Ima nekaj mej, ki izgledajo gladke, ampak druge, ki izgledajo nekaj vmes. Tako da, kako bi človek matematično opisal to stanje, ni jasno. Tako da, kot sem rekel, dosti odprtih problemov. Jaz sem zamolčal vse podrobnosti. Je še veliko odprtih. Ja, veliko odprtih problemov. Če koga zanima to področje, kot rečeno, jaz sem tukaj še nekaj časa, tako da bom z veseljem govoril o tem, če želite, klepetati z mano. Še eno vprašanje. Ja, kaj, modeli so v 2D ali v 3D? Snežinke so trirazsežni modeli, vse ostalo so bili dvorazsežni, kar sem pokazal. Ja. Za modele snežink morajo biti trirazsežni modeli, ker struktura snežink je v bistvu trirazsežna. Vsake snežinke, tudi tiste, ki izgledajo
kot te iz razglednic, imajo kanale, imajo slemena, imajo trirazsežno strukturo, tako da mora biti trirazsežen model, da bo realističen. Še enkrat hvala.